Šentjernejski večji in manjši podjetniki se ponosno ozirajo na minulo poslovno leto in so polni načrtov za naprej. Ta trenutek je en tak zmeren optimizem, bom rekel, vlada. V naši občini smo mogoče malo celo bolj ambiciozni, ampak kar smo vpeti širše, je ena treznost vsekakor potrebna. Eden največjih zaposlovalcev v občini Iskra Pio, na trgu prepoznaven po proizvodnji in montaži alustavbnega pohištva ter opreme za čisto in čistilno tehnologijo, si letos obeta še boljše poslovanje kot minulo leto. Prostorsko smo zaenkrat še preskrbljeni, ker imamo zdaj že izdano pridobljeno gradbeno dovoljenje, tako da bomo gradili na domačem dvorišču. Razmišljali so tudi o selitvi v lani odprto poslovno storitveno cono Sever, a bi potrebovali več zemljišč, dodaja. Se pa v njej že širi dolenjska poslovna enota danskega podjetja DSV Transport, ki se ukvarja z logističnimi storitvami in gradi novo skladiščno halo. Potrebujemo dodatne prostore zaradi tega, ker smo začeli širiti posel z Renaultom in dejansko bomo delali oskrbo določenih komponent tudi z tega konca, ne samo iz novomeške enote. Letos in prihodnje leto bo v novi komunalno urejeni coni gradilo še več podjetij. Večina so lokalna podjetja, dejavnost je pa plastika, orodjarstvo, lesna industrija, elektronika, inženiring. Bo kar nekaj delovnih mest, koliko je mogoče težko napovedovati, po moje pa več kot 100 pa mora biti. Od leta 2013, ko so šentjernejska podjetja zaposlovala dobrih 960 ljudi, pa do leta 2017, ko so znani zadnji uradni podatki, je ta številka narasla na 1259. Dodatna delovna mesta so zagotovila še lani. Prav tako so se povečali prihodki iz nekaj več kot 80 milijonov na več kot 130 milijonov, neto čisti dobiček je večji od 10 milijonov in pa dodana vrednost zaposlenega je višja od slovenskega povprečja. Podjetja so tudi močna na področju inovativnosti. Župan je ob tej priložnosti čestital predstavnikom podjetij Iskra Pio, Eltek in Hip, prejemnikom priznanj za inovacije pri Regijski gospodarski zbornici in Gospodarski zbornici Slovenije. Posebnih čestitk je bil deležen direktor Areksa Ivan Kralj, ki si je prislužil nagrado GZS za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke.